Ta trenutek je javni potniški promet v Sloveniji zelo razdrobljen, kar se upravljanja tiče. Posebej se upravlja z medkrajevnim avtobusnim prometom, posebej z železniškim prometom. Mesta imajo svoje upravljanje mestnih prometov, tukaj predvsem mislim na Ljubljano in Maribor. In mislim, da je glavni cilj v prihodnje, da ustanovimo skupnega upravljavca, ki bo harmoniziral delovanje vseh teh javnih potniških prometov, poskrbel za enotne vozne rede, ki bodo med seboj usklajeni, in tudi za vse tiste, bi rekel, aplikacije, za uporabnika, ki bo naredil javni potniški promet bolj atraktiven. Trenutno recimo vozne rede v medkrajevnem avtobusnem prometu pripravljajo operaterji, to se pravi tisti, ki izvajajo javni potniški promet, Nomago, Arriva. Vprašanje je, če so ti vozni redi najbolj prilagojeni uporabniku ali pa ekonomskim koristim prevoznika. In naloga upravljavca je, da misli na uporabnika in vozne rede prilagodi njemu. Torej, v Sloveniji imamo trenutno zelo dobro pokrite prevoze dijakov in študentov, v prihodnje pa moramo poskrbeti, da so ti vozni redi tudi bolj prilagojeni tako imenovanim delavskim prevozom. To se pravi, da privabimo tudi odrasle, ki potujejo zjutraj na delo in popoldne iz dela, da uporabljajo javni potniški promet. V letošnjem letu pripravljamo in v tem mesecu bo tudi objavljen v juliju 2021 razpis za podelitev novih koncesij. In en ključnih zadev v tem razpisu je, da bomo povečali standard dostopnosti za okrog 20%, kar pomeni, da bomo okrepili vožnje ob jutranjih in popoldanskih konicah, nekaj za potrebe turizma in nekaj za potrebe oddaljenih krajev, kjer ta hip pač ni avtobusnih oziroma železniških povezav. V preteklosti so bili pač določeni standardi dostopnosti, kjer je bilo rečeno, da kraj z določenim številom prebivalcev, ne vem, več kot 500 ima lahko ali pa mora imeti na dan 1-2 linije avtobusne z povezavo v večja regionalna središča. In zdaj gre za to, da to številko zmanjšamo, da rečemo, ne vem, da bo tudi kraj do 400 ali 350 prebivalcev imeli ravno tako eno linijo ali pa 2 linije na dan, odvisno od potreb do večjih regionalnih središč. V obdobju covida od lanskega marca do letos nam je število potnikov v javnem potniškem prometu zelo upadlo. V letu 2020 za skoraj 60% manj potnikov v javnem potniškem prometu kot leto prej, kot leta 2019. Zdaj, ko se situacija umirja, je potrebno narediti nekaj, da bomo te potnike pridobili nazaj. In za ta namen smo s 1. julijem 2021 uvedli popuste za vikend vozovnice, se pravi vsak, ki potuje preko vikenda, ima 75% popust, in uvedli smo družinske vozovnice. Po domače, če potuje družina z 5 člani, lahko za 15 € dobi vozovnico Slovenijo za ves vikend, se pravi soboto, nedeljo. Če pa je potem še praznik ali pa predtem praznik, pa tudi za praznike, skupno do 4 dni. Vozovnica stane 15 €. Če pa je večja družina, da grejo zraven še stari starši ali pa kaj podobnega, do 10 ljudi, je pa taka vozovnica 30 €. S tem želimo pritegniti potnike med vikendi, ko so avtobusi in vlaki manj zasedeni, da bi uporabljali javni potniški promet. S septembrom 2021 pa bomo poenostavili tudi subvencionirane vozovnice, kjer bo vsak študent oziroma dijak dobil za 25 € na mesec vozovnico Slovenija. Se pravi, vozovnica ne bo več vezana na relacijo, ampak bo vezana na Slovenijo. Skratka, za 25 € se bodo lahko vozili ves mesec kjerkoli in s komorkoli, ali z vlakom ali z avtobusom. Hitre linije pomenijo, da so iz določenih krajev, kjer je potencial potnikov v neko
regionalno središče ali v glavno mesto Slovenije, da se naredi linija, ki nima vmesnih postankov. In to je pač prednost in s tem želimo dnevne migrante, ki so do zdaj se vozili z avtom, privabiti na javni potniški promet, na avtobuse. In seveda s ciljem, da avtobus pripelje v istem času na neko točko, kot bi to naredili z osebnim avtom. Teh linij je kar nekaj, recimo iz Brežic v Ljubljano, iz Postojne v Ljubljano, iz Slovenj Gradca v Ljubljano. Mislim, da smo naredili da je bilo s temi hitrimi linijami narejeno okrog 2 milijona dodatnih kilometrov na leto. Pri mehkih ukrepih trajnostne mobilnosti gre v glavnem za promocijo javnega potniškega prometa in za izobraževanje za uporabo javnega potniškega prometa. Ne vem, danes je ponekod še zmeraj cool, če ima nekdo osebni avto, mogoče bi morali izobraževati mlade, da je cool, če grejo na avtobus ali pa na vlak. Na javnem potniškem prometu, na promociji v resnici delamo premalo. Omenil sem že produkte, ki jih uvajamo, družinske vikend vozovnice in poenostavitev študentskih vozovnic. In na primer, ko se pogovarjam s kolegi, tudi znotraj ministrstva, mi pravijo, da o tem ne vejo nič. In na te teme je treba narediti več promocije in na primer, to je zdaj ena aktivnost, ki jo pripravljamo in ki bo, če ne prej, vsaj od jeseni zaživela in ljudem priporočala, da uporabljajo te produkte. Torej, po eni strani seveda so v zadnjem času okoljske zaveze postale zelo visoke in zelo ambiciozne. In če jih hočemo doseči, seveda treba z promocijo in z izobraževanjem na nek način ljudi prepričati, da je uporaba javnega potniškega prometa tudi dobra in primerna. Seveda, po drugi strani je potreba javni potniški promet izboljšati. Izboljšati je treba frekvence, na železnicah taktni vozni red, kot rečeno, uskladiti vozne rede med seboj, da ko boš prišel na neko prestopno točko, da ne bo treba čakati 1 uro za naprej, ampak da bo se v 10 minutah zgodilo vse skupaj ti prestopi. In to je pravzaprav naloga javnega potniškega prometa v prihodnje. Seveda treba se pozavedati, da to tudi nekaj stane, da javni potniški promet seveda zahteva določena sredstva iz proračuna, da bo vse te naloge tudi realiziral. Torej, v Ljubljano, na primer, se vsak dan pripelje okrog 120.000 avtomobilov. In to tudi iz krajev, na primer, kjer so že zdaj časi potovanja z železnico enaki, kot če bi šli z osebnim avtom. Na primer, iz Grosuplja. Iz Grosuplja pridete z vlakom v Ljubljano v enakem času kot z osebnim avtomobilom. In vprašanje je, zakaj ljudje ne uporabljajo več javnega potniškega prometa. Ker bi s tem seveda manj onesnaževali, manj izpustov toplogrednih plinov in bolj zdravo okolje. Če uporabljate javni potniški promet, se lahko, pripravite, če greste na službeno pot, preberete gradiva, ko greste nazaj, napišete poročilo, preberete knjigo. Skratka, niste utrujeni, ko pridete nekam. In to so prednosti javnega potniškega prometa. Seveda pa javni potniški promet v svojih potovalnih časih ne sme biti nenormalno dolg. Mora biti primerljiv z vožnjo z osebnim avtom. Mogoče lahko nekoliko daljši, glede na to, da če greste z avtom, morate še parkirati, najti parkirišče, plačati parkirnino in tako naprej. Z vlakom ali pa avtobusom tega ni treba. Ampak vendarle, potovalni časi ne smejo biti predolgi, to pa je res.